Ja, nič. Dobrodošli na šestem predavanju Inštituta za delavske študije o planskih gospodarstvih. Do zdaj smo imeli take bolj neortodoksne teme glede na naslov letnika. Govorili smo o kapitalističnem planiranju, tudi o nekih takih milijarderjih in tako naprej. Danes pa res gremo tako rekoč stvari sami. In bomo govorili o Sovjetski zvezi. Zdaj, bolj specifično, današnji predavatelj Klemen Jerič bo predaval nekako o ekonomski politiki v Sovjetski zvezi po drugi svetovni vojni. Zdaj, to je malo tako čudno prišlo, začeli bomo nekako z drugo polovico te zgodbe, čez 2 tedna bomo v bistvu potem nadaljevali s prvo polovico, bomo pa obravnavali to bolj stalinistično obdobje. Tako da, Klemen, predajam besedo kar tebi, pa ja, vabljeni nekako na, recimo, nekakšno nadaljevanje te teme čez 2 tedna. Hvala, lep pozdrav še z moje strani, hvala vsem, da ste prišli, pa vsem, ko boste še to gledali prek interneta. Kot je že bilo rečeno, danes bomo obravnavali ekonomsko politiko Sovjetske zveze po drugi svetovni vojni. Razloga za to, da sem izbral to obdobje, sta pa 2. Prvi je že bil lepo povedan, ker prva polovica je že planirano, da bo predavanje o tem. Druga je pa o tem, Druga pa je bila o tem, da je vedno bila dilema, ali se pač poglobimo v eno malo krajše obdobje ali pa malo daljše, pa pol moram malo posplošiti in pol sem se odločil, da poleg Brežnjega obdobja obravnavam še Gorbačova, da se v bistvu vzpostavi neka širša slika, ko se lahko potem komentira. Zdaj, obdobje po drugi svetovni vojni lahko okvirno razdelimo na 4 pomembnejša. Prva je bila tako imenovana ekonomska debata, ki je bila v začetku 60. let. Ta se je končala z nastopom Brežnjeva kot generalnega sekretarja partije in Kosygina kot premijera. Po njemu se tudi imenuje reforma, ki je bila takrat uvedena. Tretje časovno obdobje, OGAS projekt, sicer vključuje oba obdobja, ampak je dovolj velika posebnost, da si zasluži posebno obravnavo. Zadnje obdobje v sovjetski zgodovini je pa obdobje Mihajla Gorbačova kot generalnega sekretarja partije. Glede na to, da se osredotočamo na ekonomsko politiko, smo tudi temu primerno osredotočali na perestrojko in premike v diskurzu glede politične ekonomije v tem obdobju. Preden pa se posvetimo samim reformam in ekonomski politiki, je pa smiselno podati vsaj neka temeljna izhodišča, ki so takrat prevladovala. Ta bo je sicer še v detaljih obdelana, ampak tukaj toliko, da so stvari neka približna predstava. Zdaj, Sovjetska zveza je po likvidaciji NEP-a prešla na model centralističnega planiranja. V angleščini se uporablja zato tudi izraz command economy. Podjetja so bila v državni lasti, izjema so bili kolhozi, ki sicer niso bili v državni lasti, so pa bili na državni zemlji, kar je tudi pomenilo, da so lahko izvajali zavezujoče plane na nivoju celotne družbe. Ključna organa pri sami sestavi plana sta bila Gosplan in Goskomstat. Gosplan je bil državni planski komite, Goskomstat je bil državni komite za statistiko. Pomemben dejavnik je še bil politbiro komunistične partije, ki je določal prioritete ekonomskega razvoja. Zdaj, zgodovinsko je to bila večinoma težka industrija in vojaško-industrijski kompleks. Sam 5-letni plan je bil vzpostavljen na način, da je Gosplan na osnovi trenutnih in preteklih raznih parametrov o delovanju podjetij, na primer poraba virov, delovne sile, logistični stroški, output in tako naprej, naredil in glede na prioritete, ki so tudi bile postavljene strani politbiroja, je sestavil nek okvirni plan. Tega je poslal pred ogled posameznim podjetjem, ki so bila temu planu podrejena. Ta so revidirala, poslala svoj predlog, Gosplan je to upošteval in pol naredil revidirano različico plana, ki je tudi bila dokončna in kopijo tega plana je dobil tudi politbiro. Zdaj, ena pomembna stvar je, da v takih detajlih je bil plan postavljen le za nekaj 100 ključnih dobrin.
ostale niso bile toliko v detajlih planirane, ampak glede na to, da so ključni proizvodi bili na tak način, so slej ko prej njihovi plani mogli biti podrejeni osrednjemu družbenemu planu. Je pa to imelo pomembno politično posledico, da so menedžerji raznih obratov, ki so imeli politične povezave, so pridobivali vpliv tudi pri sami izvedbi plana, pa tudi kasneje pri postavljanju politične linije. Ena pomembna stvar, ki je bila pri tem, je, da so bile cene postavljene strani države. Zdaj, zgodovinsko je bilo to tako postavljeno, da so favorizirali težko industrijo, ki ima recimo večji delež fiksnega kapitala in zato ima sama po sebi nižjo profitno mero, in na takšen način, da so se postavile cene, ki so jih favorizirale, se je pomagalo obdržati njihovo likvidnost, ampak ker je pač bil plan na nivoju celotne družbe, so se tudi profiti med seboj prelivali, oziroma pač profiti v smislu presežek dohodkov nad odhodki se potem samo prelivali iz ene sfere v drugo. Druga pomembna kategorija so pa tudi neka osnovna živila, ki so bila postavljena pod vrednostjo samega blaga, vrednostjo v smislu, koliko dela je potrebno za proizvodnjo tega blaga. Zdaj, če gremo na prvo obdobje, na ekonomsko debato, so bile tri glavne struje. Liberalna struja, zagovorniki kibernetike, pa tretja so pa definirani, oziroma se uporablja izraz ortodoksni planerji, ki so de facto zavzemali konzervativno pozicijo, torej so zagovarjali status quo brez kakršnihkoli večjih sprememb. Na levi je Josej Lieberman, zagovornik, vidnejši predstavnik liberalne struje, na desni je Viktor Gluškov, arhitekt OGAS projekta in s tem tudi en izmed večjih zagovornikov kibernetskega pristopa do ekonomskega planiranja. Liebermanova pozicija je bila, oziroma njegov predlog je bil, da bi se obsežnosti plana zreducirali, torej količina indikatorjev, ki bi jih ta plan spremljal, bi se zreducirala, pri čemer bi dobičkonosnost posameznega podjetja postala en izmed najpomembnejših indikatorjev, koliko je to podjetje učinkovito. Poleg tega je tudi zagovarjal uporabo materialnih stimulacij za uspešnost. To je pomenilo v praksi z višanjem plač in nagrad za poslovno uspešnost ob doseganju oziroma preseganju plana. Zdaj, v takem obsegu to ni bilo realizirano, so pa nekateri elementi bili realizirani skozi Ginovo reformo ob nastopu Brežnjeva. Konzervativna pozicija je, tako kot sem že povedal, zagovarjala status quo, torej mora biti manjša sprememba v katerokoli smer, ampak ne kakršenkoli bistvenih preobrazb. V praksi so uvedli v omejenem obsegu ukrepe in iz liberalne in iz kibernetske pozicije. Iz liberalne, kot smo videli pri Kosyginovi reformi, je bil to profit kot indikator učinkovitosti, iz kibernetske so pa začeli vzpostavljati računalniške centre na nivoju posameznih podjetij za obdelavo informacij. Zadnja pozicija, kibernetska pozicija, je temeljni problem takratnega planskega modela videla v količini informacij, ki jih je potrebno obdelovati, in tudi dejstva, da takratne metode, torej pač klasična papirologija, ni bila dovolj učinkovita in ni bila dovolj ažurna. Dodaten problem je bil, da obseg informacij naglo narašča z obsegom in samo kompleksnostjo ekonomije. Na sovjetski strani so ocenili, da je to kvadratna funkcija glede na ekonomski potencial. Njihova rešitev oziroma njihov predlog je bil vzpostavitev računalniškega omrežja za prenos, obdelavo in optimizacijo vseh informacij, ki jih treba predelati. Pomemben je bil pa tudi informacijski pretok med posameznimi podjetji. Najbolj ambiciozen projekt na tem območju je bil OGAS projekt, ki ga bomo pa tudi zelo v kratkem podrobno obravnavali. Zanimiva je še primerjava liberalne pa kibernetske pozicije.
tako rekoč edina skupna lastnost obeh je bila, da sta bili mnenja, da je takratni sistem bil potreben reforme, se pa niso strinjali, v kateri smeri. Liberalna pozicija je videla problem liberalna pozicija je bila mnenja, da sam ta problem, da je preveč informacij, je napačno zastavljen, da je to nepotrebno podvajanje dela in da se lahko ta problem reši, da se zmanjša napor informacij, ki jih treba predelati, torej da se osredotoči na en ključni indikator pri njihovem, je to pač bil profit. Kibernetiki so temu nasprotovali, ker so bili mnenja, da je to neopravičena poenostavitev, ker sprememba v enem indikatorju vpliva tudi na vse ostale. Pri tem je treba omeniti, da sama kibernetska struja je bila zagovornica in planskega modela kot takega in tronovojskega sistema, kot je bil značiljen za centralistični model, torej lokalni nivo, regionalni nivo in center na nivoju celotne države. Videli so problem v količini informacij, ki jih treba obdelati in v samem prenosu teh informacij za ažurnost. In iz tega razloga je recimo liberalna struja tudi obtožila kibernetsko stran, da bi v bistvu utrjevala državno oblast, kar je bilo kontra njihovim idejam. Posledica je bila, da če so na kakršenkoli način te dve frakciji sodelovali, je bilo to zelo kratkoročno. Na levi je Leonid Kantorovič, ki ga pionir linearnega programiranja, to je bila matematična podlaga za kibernetski pristop, na desni je pa Anatolij Kitov, en izmed prvih, ki je predlagal vzpostavitev računalniškega omrežja za obdelavo in prenos informacij. Pri samem OGAS projektu oziroma pri poskusih vzpostavitve računalniškega omrežja je zanimiv tudi zgodovinski kontekst in ta je bil hladna vojna z ZDA, kjer sta Sovjetska zveza in ZDA tekmovala tako rekoč vsem, tudi na tehnološkem področju. Dva pomembna zgodovinska dogodka, ki sta pripomogla, da se je sovjetska stran tudi pričela zanimati za informacijsko tehnologijo, je bil SAGE sistem in predhodnik interneta ARPANET. SAGE je bil sistem zračne obrambe, ki pa so ga v Sovjetski zvezi tudi uspešno reproducirali v začetku 50-ih, so tem rekli sistem A, v 60-ih je bila to tetiva. Za ARPANET, ko je bil konec 60-ih, sem pa tudi povedal, da to je bil predhodnik interneta in je prvotno bila to povezava vojaških računalnikov. In ta dva dogodka oziroma ta tehnološki razvoj v ZDA je tudi spodbudilo sovjetsko vodstvo, da so bili zainteresirani med drugim tudi za OGAS projekt. Prvi, ki je predlagal, da bi se računalniški centri povezali med sabo v neko državno omrežje, je bil Anatolij Kitov. Njegova prva različica je predvidevala vzpostavitev računalniških centrov na nivoju posameznih podjetij, ki bi služili predvsem obdelavi informacij. Na tej fazi še ni bilo mišljeno vzpostavitev kakršnega koli omrežja. Čez nekaj let je to nadgradil z idejo, da bi to omrežje bilo izpostavljeno, pri čemer bi vlogo teh računalniških centrov, ki bi povezovali podenote, to funkcijo bi prevzemali vojaški računalniki, konkretno ti, ki so bili zadolženi za zračno obrambo, takrat, ko pač ne bi svoje naloge opravljali. Pri tem je zanimivo, da sovjetsko vodstvo je simpatiziralo z idejo, vojaško poveljstvo pa ni, ker se ni strinjalo z delitvijo lastnih kapacitet za civilne namene. Druga različica tega, kar je predlagal Kitov, je potem nadgradil Viktor Gluško. Pri tem je treba omeniti, so pri tem sodelovali tudi Kitov, ki je prej neuspešno poskusil ta sistem vzpostaviti.
pa tudi že omenjeni Kantorovič, ki je vzpostavil linearno programiranje, je s projektom simpatiziral. Pri čemer je zanimivo, da si je Gluškov OGAS projekt predstavljal kot možgane in neko srednje živčevje, ki upravlja s telesom družbene ekonomije, ki se je predstavljal kot neko celoto. Sem na pauzo, ker problem je, da tukaj le kar par ali ne, res PowerPointa se ne vidi. To sem zdaj videl šele. No, dobro. Gluško si je OGAS zamislil po modelu, kot je bil planskega gospodarstva. Torej lokalni, regionalni in osrednji nivo. Na lokalnem nivoju bi bili računalniški centri na nivoju posameznih podjetij, ti bi bili na regionalnem nivoju povezani z tem primerno regionalnimi centri, te se je zamislil, da je nekje 100 do 200 enot, medtem ko na najnižjih enotah se je zamislil, da bi bilo približno 20 000. Na osrednjem nivoju bi pa samo en računalniški center, ki bi bil postavljen v Moskvi. Zdaj, Gluško si je predstavljal, je podal oceno, da bi v 60 letih ta projekt stal približno 20 milijard rublov in da bi celoten projekt, da bi se v celoti realiziral, bi potreboval približno 30 let, je pa podal oceno, da z racionalizacijo administrativnega aparata pa zaradi bolj učinkovitega pretoka, navsezadnje tudi materialnega pretoka, zaradi boljše informacijske povezanosti, da bi se ta faktor, da bi se privarčevani stroški povrnili za faktor 5. Pri samem OGAS projektu je zanimivo, da ni bil niti izveden, niti blokiran v celoti. Ker tudi v obdobju Brežnjeva so do določene mere simpatizirali s samim projektom, ampak najbolj problematičen dela sta bila dva. Prvi je bil, da bi s tem, da bi na takšen način in planska birokracija in menedžerji bili ogroženi, ker bi izgubili monopol nad svojo dejavnostjo, ker bi v bistvu lahko ta sistem upravljal sam računalnik in hkrati je, ker si je OGAS projekt tudi zamislil decentraliziran dostop, torej da bi vsak ima dostop tudi do podenot, bi v bistvu lahko imel dostop in na horizontalnem in na vertikalnem nivoju do informacij, ki jih zanima, bi to tudi potencialno pač ogrozilo njihov položaj, da imajo monopol in nad temi podatki in nad samo dejavnostjo. Ena izmed zanimivih stvari pri samem OGAS projektu je bila tudi to, da je predvideval digitalizacijo transakcij, torej v praksi je to pomenilo predlog ukinitev papirnatega denarja. Ampak ta predlog je bil precej hitro marginaliziran oziroma ni bil izpostavljen nadalje. Kar se tiče dejanskega poteka OGAS projekta, je ta bil izveden predvsem na lokalnem nivoju, torej na gradnji računalniških centrov na nivoju posameznih podjetij. Do nastopa Gorbačova, torej do leta 1984, je ocena, da je bilo vzpostavljenih slabih 7000 takih centrov. Je pa bil problem, če bi poskušali te centre med seboj povezati, ker so v bistvu tudi programsko opremo ločeno razvijali in bi bil problem, kako zagotoviti kompatibilnost med posameznimi panogami tudi. Kar je še dodatno treba omeniti je, da za samo odobritev OGAS projekta so pomembno vlogo igrali tudi birokratski spori znotraj Sovjetske zveze, natančneje bil je spor, katero ministrstvo oziroma kateri komitej naj točno bi imel pristojnost nad samim projektom, ker vsak, ki bi to imel, bi imel veliko prednost nasproti ostalim. In ko je bila grožnja, tega ne bodo dobili, so na tak način sabotirali celoten projekt. Pri perestrojki je situacija nekoliko bolj zanimiva, ker je
ker je sicer bila obljubljena informatizacija ekonomije, to je bil del programa tako imenovanega uskorenje oziroma pospešitev. Sam je bil vektor ekonomske politike precej drugačen in de facto je bil nekompatibilen z OGAS projektom, za katerega je bil planski model osrednji. No, vse zadnje, kot bomo videli, perestrojka se je za cilj zadala oziroma je stremela k tržnemu socializmu, kar pa tudi spodkopava recimo prost dostop do informacij, ki je bil za OGAS projekt, če bi naj deloval tako, kot je bil zamišljen, bila absolutna nujnost. Potencialne razsežnosti OGAS projekta so zanimale tudi ameriške opazovalce in v začetku 60-ih je tudi bližnje svetovalce ameriške vlade skrbelo, da če bi ta OGAS projekt bil uspešen, bi Sovjetska zveza dobila neprimerno prednost nasproti njim. Eden izmed razlogov, da je zanimanje za to upadlo, je, ker je to poročilo takratnemu predsedniku Kennedyju bilo podano v času kubanske raketne krize. Ni pa Sovjetska zveza bila edina, ki je probala z računalniškim omrežjem avtomatizirati upravljanje ekonomije. En tak projekt je bil v Čile v koncu 60-ih let, to je bil projekt CyberSyn. Njegov arhitekt je bil Stafford Beer, pri čemer je sicer on bil kritičen do sovjetskega ekonomskega pristopa, ocenjeval ga je za preveč centralističnega, ampak v praksi je pa reproduciral veliko idej kibernetske strani v Sovjetski zvezi, vključno s omenjenim tronivojskim modelom. CyberSyn projekt je bil bistveno bolj omejen in materialno in tehnološko v primerjavi z OGAS projektom. Recimo njihove naprave za prenos podatkov so bili teleprinterji. To je bil predhodnik telefaksa. Ampak se je pa tudi ta prototip projekta izkazal, ko je bila stavka tovornjakarjev, saj so s pomočjo CyberSyna kljub temu uspeli vzdrževati logistično omrežje. Če se prav spomnim, približno 200 ljudi od 40.000, ko jih je stavkalo. Na levi strani je konceptualizacija CyberSynu srednje kontrolne sobe, na desni je pa Stafford Beer, arhitekt CyberSyn projekta. Naslednje zgodovinsko obdobje je Kosygинova reforma. Ta je bila uvedena ob nastopu Brežnjeva kot generalnega sekretarja komunistične partije in Alekseja Kosygina kot premijera. Ta je tudi vedel reformo, to se tudi po njem imenuje. Pri tem je sama Kosygинova reforma za podlago vzela tudi izhodišča Libermanove reforme. Eno izmed pomembnejših je, da je profit posameznega podjetja postal pomemben indikator uspešnosti in produktivnosti znotraj tega podjetja. Kar je pa zanimivo, je pa, da je v 70-ih letih šlo v smeri recentralizacije. Dva pomembna dejavnika recentralizacije sta bila, da se ponovno poveča obseg indikatorjev, ki jih je plan obsegal. Predtem je plan obsegal 30 indikatorjev. Na začetku Kosyginove reforme 8, v 70-ih je to šlo na 14 oziroma 15, odvisno kako pač šteješ. Pa drugi dodatni ukrep je pa bil, da so začeli favorizirati administrativni nadzor nad menedžerji nasproti stimulativnim pristopom, torej nagrade za poslovno uspešnost. Glavne značilnosti Kosyginove reforme, prva, kot sem že povedal, je, da je profit postal indikator, koliko je obrat učinkovit. Druga je bila, da se je uvedla obrestna mera na sposojen kapital znotraj Sovjetske zveze, ker v zunanji trgovini je obrestna mera že obstajala, ampak da je pa znotraj sovjetske ekonomije, da so lastna državna podjetja plačevala obresti na sposojen kredit, to pa je bila novost. Tretja je bila, da se je vzpostavil investicijski sklad na nivoju podjetja, ta je bil sestavljen iz treh delov. Prvi so bili lastni prihodki, druge so bile državne subvencije, tretji je bil pa že omenjen kredit. Pri čemer je
iz tega tudi razvidno, da se je njegova vloga počasi krepila. Naslednje so bile materialne stimulacije za poslovno uspešnost, za katere sem tudi že omenil, da so v 70 izgubile na pomenu in so ponovno favorizirali direktni administrativni pristop. Dve značilnosti, ki so še bili, je bila, da so menedžer lahko odprodali odslužena produkcijska sredstva in da so se olajšali pogoje za potencialno odpuščanje delovne sile. Sam glede na specifiko sovjetskega, rečemo temu, trga dela, je bil to v praksi zelo redek pojav, ker zanje je bilo značilno ravno kronično pomanjkanje delovne sile. To se je odpuščalo delavce, je prišlo šele v obdobju perestrojke. Zdaj, ko se ne vidi, zdaj, ko je odrezano tukaj, žal ne vidijo vsi indikatorji. Da bi... Ja, veš kaj je LibreOffice? Ja. Lahko pa probamo tole. Ampak kljub temu, da je pa prišlo da so v 70-ih okrnili prvotne razsežnosti Kosygинove reforme, so pa določeni principi še vedno obveljali. Kot primer je tukaj citat iz Sovjetske ustave leta 1977, pri čemer je tole zanimivo: gospodarstvo se upravlja na podlagi državnih planov za gospodarski in družbeni razvoj, upoštevanje sektorskih in teritorialnih načel in s kombiniranjem centraliziranega usmerjanja z neodvisnostjo upravljanja in iniciativo posameznih in združenih podjetij ter ostalih organizacij, za kar se aktivno uporablja orodje poslovodnega računovodstva, profita, stroškov in ostalih ekonomskih vzvodov in spodbud. Zdaj, če postavimo Kosyginovo reformo v zgodovinski kontekst, potem vidimo, da Sovjetska zveza ni bila edina, ki je eksperimentirala z uvajanjem tržnih elementov v svoje planske modele. Kot dva primera, ki je tukaj vredno omeniti, sta Romunija in Madžarska. Romunija zato, ker se je v 70-ih letih preusmerila v zunanjo trgovino, tako z vzhodno Evropo kot tudi zahodom, kar je tudi pomenilo, da so določena podjetja se morala specializirati za izvoz. Pomenilo je pa tudi, da se povečalo število oziroma da se je uvedlo podjetja z mešanim lastništvom, pri čemer je romunska vlada vedno imela večinski delež in ta podjetja so tudi mogla izdelati svoj 5-letni plan in državni planski aparati so imeli pravico, da so tudi posegli v njega. Pri Romuniji so bili razlogi za mešana podjetja, jih je bilo več. Prva je bila za ekstrakcijo surovin v tujini, recimo v ostalih državah vzhodne Evrope. Ena taka je bila tudi odpiranje novih tržišč, pa tudi uvedba novih tehnoloških procesov, za katere so pač priskrbeli tuji investitorji. Za samo zunanjo trgovino je pa to bilo dosledno s politiko Čaušeskuja, ki se je prizadeval biti bolj neodvisen od Sovjetske zveze in njene ekonomske organizacije SEV. Kako se je to šlo za njega, se zgodovinsko pozna, veliko dolgov. Madžarska je pa bila v državah vzhodne Evrope ekonomsko najbolj liberalni režim. To je dejansko bil tržni socializem. Ekonomska reforma, ki je to uvedla, se pa imenovala novi ekonomski mehanizem. In na tem mestu se mi zdi smiselno primerjati Kosyginovo reformo z madžarsko ekonomsko reformo.
Pri Madžarski, ker je de facto uvedla tržni socializem, napaka. Je bil profit glavni indikator uspešnosti, pa tudi sam smoter produkcije posameznega podjetja. V Sovjetski zvezi je profit sicer bil indikator produktivnosti in učinkovitosti obrata, ampak ni pa bil edini. Je vključeval še ostale indikatorje, ki so se tudi povečali v 70-ih letih. V Madžarskem je plan bil nezavezujoče vodilo, v katero smer naj bi delovala avtonomna podjetja. Izjema je bila za razne strateške sektorje, ki so bili pod strožjim nadzorom. V Sovjetski zvezi je sam plan še vedno bil zavezujoč in je tako ostal do zakona o državnih podjetjih v času perestrojke. Na Madžarskem so cene bile regulirane, ampak so tržno regulirane. V Sovjetski zvezi so še vedno bile državno določene, se je pa uveljavil princip nihajočih cen, torej zelo podobno, kot se dejansko določijo tržne cene, glede na trenutno stanje, recimo ne vem, če je bilo preveč mesa, se je podražilo, če je bilo preveč se je pocenilo, če premalo se je podražilo. V Madžarski je bila svoboda poslovanja, vključno s tujino, pri čemer je v Sovjetski zvezi zunanja trgovina še vedno bila izključno državni monopol. Kakršnikoli tržni odnosi so še vedno bili podrejeni osrednjemu planu, pa večinoma so bili omejeni na sektor potrošnih dobrin. Temu primerno je tudi razlika v fokusu. V Madžarskem je bil fokus na posameznem podjetju kot osnovni celici družbene ekonomije. Sovjetska zveza je pa še vedno obdržala makro pristop, torej da je v bistvu podjetje oziroma njegova dejavnost je postala zares relevantna šele, če si ga gledal v kontekstu celotnega družbenega plana. Plačne razlike so v Madžarski naraščale, ampak so postavili zgornjo mejo in glede rasti plač in glede plačnih nesorazmerij. Pri Sovjetski zvezi so se pa plačne razlike v obdobju Brežnjeva zmanjševale. To pa predvsem zato, ker so dohodki recimo fizičnih delavcev naraščali hitreje kot dohodki inteligence in menedžerjev. Ena pomembna skupna značilnost tako Madžarske kot Sovjetske zveze je, da je bilo politično kadrovanje na vrhu podjetij pomemben vzvod državnega nadzora nad samo dejavnostjo. Obe državi sta tudi v 70-ih šle v smeri recentralizacije oziroma da sta omejili obseg prvotne reforme. V Madžarski je to bilo iz dveh razlogov. Prva je bila, da če ne bi postavili zgornje meje za rasti plač, bi se pojavila inflacija, zato ker bi denarni tok rastel hitreje kot bruto družbeni proizvod. Drugi je pa bil, ker je bil tržni socializem, so podjetja dejansko tekmovala med seboj in tista, ki niso bila uspešna, bi bankrotirala, zato jim je pač mogla država pomagati v obliki subvencij, ker da bi pa zaradi tega bila brezposelnost, je pa še vedno bilo nesprejemljivo za madžarsko oblast. V Sovjetski zvezi se je pa izkazalo, da so recimo pri postavitvi plana ga namerno dali malo nižje, zato da bi ga vedno ravno toliko presegli, da bi dobili nagrado za poslovno uspešnost. Smo prišli do obdobja perestrojke. Kdor ne pozna te reference, močno priporočam, vtipkajte Gorbačov Pizza Hut, vam bo tako jasno. Že če gledamo poročilo Gorbačova Centralnemu komiteju z leta 1986, vidimo, da je stremel k reformi v smeri tržnega socializma. Kar je v tem poročilu tudi zanimivo, je, da je imel namen zmanjšati fizično delovno silo, ki bi nato migrirala v storitveni sektor.
namesto naprimer krajšanja delovne obveznosti, pa tudi povečevanje plačnih razlik, tudi predvsem v prid menedžerjem. Iz obdobja perestrojke so pomembne tri reforme, oziroma dve reforme. Zakon o državnih podjetjih in zakon o kooperativah. V 90-ih je diskurs o politični ekonomiji presegal reforme tržnega socializma in so se pojavile ideje in zahteve za direktno ponovno vzpostavitev kapitalizma. Primer tega je program 500 dni iz leta 1990, ki je bil predlog šok terapije za Sovjetsko zvezo. Prva reforma, zakon o državnih podjetjih, je uvedla, da plani niso več bili zavezujoči niti za državna podjetja več. Podana je bila le ciljna norma končne vrednosti outputa podjetja. Poleg tega država ni več odkupila celotnega produkta, ampak le del tega. Za razliko se je pač moglo podjetje samo znajti, kam ga spraviti. Povečal se je nabor cen izven državne regulacije, to pomembno tudi pri zakonu o kooperativah, pa povečal se je delež dohodka, ki ostane znotraj obrata. Ta novo pridobljena sredstva so večinoma šla v višanje plač pa nagrad za poslovno uspešnost, ne toliko v investicijski sklad, kot je bilo prvotno predvideno. Je pa imelo pomembno posledico, je pa to, da se je povečal delež prihodkov, ki same podjetje imelo pomembno posledico, da je država izgubila s tem pomemben vir dohodkov, kar je tudi vodilo njeno zunanje zadolževanje. Drugi pomembni ukrep, ki je pripomogel k dodatnemu izgubljanju dohodkov, je bila prohibicija alkohola v tem obdobju, pri čemer je treba izpostaviti, da so trošarine na alkohol bile en izmed glavnih virov prihodka sovjetskega proračuna. Ostale posledice so bile, da se je na tak način izgubil nadzor nad družbeno produkcijo, kar je vodilo v logistični kaos, posledično so bili tudi zastoji v sami produkciji, kar je ironično še povečalo pomanjkanje dobrin, ki naj bi jih tržni socializem, to je problem, ki naj bi ga tržni socializem odpravil. Druga pa je, da je to pripomoglo tudi k krepitvi inflacije. Kot sem že povedal na primeru Madžarske, če obseg denarnega toka, v tem primeru tudi plač, raste hitreje kot dejanski družbeni proizvod, potem ni kaj drugega, kot da ali imaš pomanjkanje dobrin ali pa imaš inflacijo. Zadnja pa je bila, da se je s tem krepilo tendenco preobrazbe menedžerjev državnih podjetij v kapitaliste. To se je zelo dobro skladalo z zakonom o kooperativah. Ta je predvidel ustanovitev zasebnih kooperativ, za katere plan sploh ni bil zavezujoč. Ta kooperativa je lahko zaposlovala ostalo delovno silo, torej je to pomenilo vzpostavitev mezdnega dela. Ravno tako je lahko upravljala kreditne dejavnosti, s svojimi produkcijskimi sredstvi je prosto razpolagala. Kakršnekoli cenovne regulacije pa za njih iz vseh praktičnih vidikov niso veljale. Pogosta dejavnost je zato bila špekulacija in preprodaja dobrin, ki je potekala nekako takole. Kooperativa je množično pokupila določeno potrošno dobrino iz državnih trgovin, kateri so cene še bile regulirane. Znotraj svojega obrata so jih minimalno, če sploh, predelali in nato preprodali naprej z visoko maržo. Zgodovinski primer je bil preprodaja detergenta. To je tudi pomenilo padec realne kupne moči prebivalstva iz dveh razlogov. Iz prvega zato, ker je bilo pomanjkanje, zato ker so ravno kooperative pokupile poceni artikle in so jih še nato preprodale z visoko maržo, kar je pomenilo, da smo imeli in pomanjkanje dobrin in rast cen. V praksi je to pomenilo nastanek sovjetskih milijonarjev, pri čemer je še posebej treba izpostaviti, da velikokrat so direktorji kooperativ bili istočasno menedžerji v državnih obratih.
Tako da ni bilo nenavadno, da so pokupili lastne produkte, ki so jih izdelovali v državnih obratih in jih na to preprodajali v svojih kooperativah. Zadnji dogodek oziroma dogodek, ki ga bomo tukaj obravnavali, je tako imenovani program 500 dni, ki je bil predlagan leta 1990. Tega je sestavila skupina ekonomistov, eni so bili na strani Gorbačova, drugi na strani Jelcina. Če gledamo seznam, ki je viden, ta zadnja dva, Gajder in Fedorov, sta bila zaveznika Jelcina, Šatalin in Javlinski sta bila bolj na strani Gorbačova. Sama vsebina programa je predvidevala množično privatizacijo državnega premoženja in prehod na tržne cene v obdobju, ki je zapisano v samem programu, torej leto in pol. V praksi bi to pomenilo šok terapijo za sovjetsko ekonomijo, podobno kot je bilo na primer na Poljskem. Zagovorniki programa so bili Jelcin in tudi Gorbačov, ki tudi, ko je iskal kompromise z partijskim vodstvom in ostalimi, si je še vedno vsebinsko prizadeval ohraniti ta program, torej prehod v tržno gospodarstvo. Nasprotniki so bili samo partijsko vodstvo, vojska in KGB, ker je predvidelo zmanjšanje financiranja, v primeru KGB-ja pa tudi pristojnosti. Pa tudi Nikolaj Riškov, ki je bil prvotni zaveznik Gorbačova in sicer zagovornik tržnega socializma, tega programa pa ni podprl. Na levi je Javlinski, eden izmed avtorjev programa, na desni je Riškov. Zdaj pridemo na drugi del, da poskušamo komentirati, zakaj je sovjetska ekonomska politika šla v to smer, kot je šla. Zato moramo iti še malo dlje v zgodovino in povzeti nekatere značilnosti stalnega obdobja oziroma njegovega pristopa. Ena izmed njegovih značilnosti je bila, da je bil pragmatičen, recimo dokler je NEP deloval, je bila to edina možna pot, vse ostalo je bila leva ali desna deviacija. Ko se je pojavila žitna kriza, mu ni bil problem narediti 180 obrata. To je pa vplivalo tudi na samo razredno teorijo, ki jo je prilagajal glede na dano situacijo. Dva pomembna, rečemo temu, preloma razredne teorije v stalnem obdobju je, da je nasprotoval uravnilovki, to je bilo leta 1934 že, in je tudi zagovarjal večanje plačnih razlik, nasprotnike pa označil za malomeščanske utopiste in zagovornike kasarniškega komunizma. Naslednja, ki je še bolj pomembna, je deklaracija o odpravi razrednih antagonizmov. To je pa bilo leta 1939. Stalin je to tezo argumentiral z dvema pristopoma. Prva je, da je prevladala državna lastnina, druga pa je bila, da je visoko izobražena delovna sila, torej inteligenca, ki je zdaj vstopila v produkcijski proces, da je bila izšolana v sovjetskem sistemu in zato po njegovem naj bi bila osvobojena starih predsodkov, ki so bila značilna za predhodni družbeni sloj. Na tem mestu bi pa podal komentar, da to je potem pomanjkljivo poznavanje razredne teorije, ker en izmed pomembnih dejavnikov pri razredni delitvi je tudi delitev na umsko in fizično delo, ker dokler ima en sloj prebivalstva monopol nad umskim delom, ima monopol tudi nad odpravljanjem družbene produkcije, kar tudi pomeni, da lahko upravlja sebi v prid. Je pa v praksi v stalnem obdobju še vedno bilo, kljub tej deklaraciji so razredni antagonizmi odpravljeni, so pa še vedno nadaljevali represivni ukrepi do vsega, kar je spominjalo, da bi se lahko inteligenci menedžerji pridobili na politični moči. Takšen primer je usmrtitev direktorja Gosplana Voznesenskega konec 40-ih, ker je poskušal uvesti ukrepe v smeri povečanja avtonomije obratov. Uradna obsodba je bila, da je bil saboter.
ti premiki v razumevanju razrednih odnosov znotraj Sovjetske zveze so imeli pomembne posledice tudi za samo ideološko podlago pač marksizma, leninizma. Ena izmed teh je spremenjena vloga države. V marksizmu je država definirana kot institucija, s katero en razred zatira drugo. Zdaj, če pa rečemo, da so razredni antagonizmi premagani, pa potem postane vloga države obramba pred zunanjimi sovražniki. Kar tudi v praksi pomeni, da pride do zamaknitve odmiranja države. To so tudi avtori, ki so v Sovjetski zvezi bili naklonjeni tudi v Brežnevem obdobju, so podali komentar, da se to odmiranje države oziroma prehod v višjo stopnjo komunizma, da je to bolj na horizontu. Torej, da ga stremimo proti temu cilju oziroma da se gre proti temu, ampak se vprašanje, kdaj se bo to dejansko doseglo. Druga je bila, da je bila spremenjena percepcija komunistične partije. V stalnem obdobju je to še bila avantgarda delavcev in kmetov. Z nastopom Hruščova je to postala avantgarda celotnega ljudstva. Sam, če upoštevamo, da je Stalin podal tezo, da so razredni antagonizmi odpravljeni, tu niti ni tako velika deviacija od same Stalinove pozicije, ampak je tako rekoč logično nadaljevanje. Posledica je bila, da je to bila ideološka podlaga za krepitev moči inteligence in menedžerjev na politični sceni, ker na vse zadnje, če so razredni antagonizmi odpravljeni, pol ni razloga, da se pretirano preganja. To je vodilo do tega, da so imeli nesorazmeren vpliv partij, tudi če gledamo po samem članstvu, kar pa ni edini indikator, ker imajo še ostale vzvode lahko, ampak tudi če gledamo samo članstvo, je bila inteligenca nadzastopana glede na fizične delavce. Kar je tudi pomenilo, da so se krepile politične pozicije, ki so koristile menedžerjem ali kratkoročno, recimo v primeru Kosygинove reforme oziroma sprva Libermanove, ali pa tudi bolj srednjeročno in dolgoročno, kot je bilo v perestrojki. Zanimiva je tudi sama argumentacija v sovjetskem političnem prostoru. Zelo pomembna zgodovinska okoliščina je, da je bil Lenin smatran za vrhovno avtoriteto, kar je tudi pomenilo, da vsakršen ukrep, ki se ga zagovarjal, je moral biti predstavljen kot nadaljevanje Leninove misli. Recimo, če ponovno omenimo Stalina, je NEP vedno predstavljal kot nadaljevanje Leninove pozicije. In če smo že pri NEP-u, je ta bil tudi dokaj popularen za zagovornike liberalnih reform. Tako Libermana kot Gorbačova, ko sta se sklicevala na avtoriteto, sta običajno navajala citate Lenina iz obdobja NEP oziroma iz del katerih, ko se je ta politika uvajala. Pri čemer je pa treba poznavati zgodovinski kontekst samega NEP. NEP oziroma nova ekonomska politika je bila eksplicitno definirana kot začasni umik k državnemu kapitalizmu. Torej, glede na gradnjo socializma je bil to mišljen kot korak nazaj. Razlogi so bili prva, da je še birokratski aparat bil dokaj nerazvit, pa da je tudi stopnja izobrazbe prebivalstva, da bi lahko to delo opravljala, je bila takrat še dokaj nizka. Pa tudi slabo stanje industrije, kar lahko pripišemo tako ruski državljanski vojni in prvi svetovni vojni, kot tudi temu, da je ruski imperij že predhodno bil slabo industrijsko razvit. En dodaten zanimiv trend je še pa, da se je citirala parola, da marksizem ni dogma, ampak vodilo k delovanju. Ta citat oziroma ta parola je prišla še posebej prav v primeri, ko bi tudi sklicevanje na NEP določeno stališče bilo smatrano za preveč kontroverzno. Gorbačov je že v svojem poročilu leta 1986 je tudi uporabil to parolo. Zdaj se predstavim na vprašanje samega makroekonomskega upravljanja.
takoj, ko stopnja ekonomskega razvoja preseže naturalno gospodarstvo, torej da glavnina proizvodnje se stoji iz kmečke privatne lastnine, ki proizvaja predvsem za lastne potrebe, postane nujno nekakšen način, da se zaradi delitve dela, postane tudi nujno, da se upravlja te sedaj medsebojno odvisne podenote. To je pa iz dveh razlogov, ker družbena delitev dela pomeni tudi proizvodnjo polizdelkov, ki niso primerni za končnega potrošnika, ampak so potrebni nadaljnje obdelave. Druga je pa, da se pride do ločitve producenta in potrošnika. To velja recimo tudi za tiste, če gremo v nivo zgodnjega razvoja kapitalizma. To velja tudi recimo za kmete, ki se specializirajo za pridelavo hrane, ker sicer imajo hrano za sebe in jo tudi izvažajo, ampak ne proizvajajo pa preostalih stvari. Torej tudi pride do ločitve producenta in potrošnika, zato se je v bistvu treba vzpostaviti neko makroekonomsko logistično omrežje. Zato se lahko doseže na dva načina, ali trg, ali pa da imaš pristop administrativne alokacije virov. Pri tržnem gospodarstvu je značilna ravno odsotnost osrednjega in zavezujočega plana, ter da pač posamezne podenote proizvajajo glede na lastne interese. Če pa država poseže v delovanje trga, pa to doseže predvsem preko tržnih mehanizmov, torej sistemov subvencij in davčnih olajšav. Drugi pristop je administrativna alokacija virov, za kar sta potrebna dva dejavnika. Prvo je, da ima država dejansko lastništvo nad produkcijskimi sredstvi, ker drugače je nemogoče, da so direktive zavezujoče in da ima realen pregled nad stanjem ekonomije. Drugi je pa tudi birokratski aparat, ki samo to alokacijo izvaja. Se pa problem pojavi, kot se je pojavil tudi v sovjetskem modelu, v samem obsegu informacij, ki so potrebni za obdelavo, večji kot je obseg ekonomije in bolj kot je tudi ta sama ekonomija kompleksna, več je teh informacij, ki jih je potrebno obdelati, da se če nekaj drugega, da se že vzpostavi ustrezno logistično omrežje. Ampak se ta problem informacij obstaja tudi v trgu, samo je ta razlika, da to ni smatrano za relevantno oziroma je to malo bolj prikrito. Je pa toliko bolj očitno v periodičnih gospodarskih krizah, ko pride, ker je tako, da pol pride na neki točki do pregrevanja trga, kar pomeni tudi zaustavitev proizvodnje na tistem delu, kar prizadene vse ostale obrate, ki so neposredno povezani s tem, kriza se pa pol razširi na splošno družbeno raven. Če to upoštevamo in ponovno naslovimo problem sovjetskega planiranja v začetku 60-ih let, lahko vidimo, da so možni trije pristopi bili. Ali da se je povečal administrativni aparat, ali da se je uvedlo tržne elemente, da oni v bistvu poskrbijo za dele, ki niso pod neposrednim nadzorom planske administracije, ali pa v avtomatizacijo samega upravljanja. Pomemben element pri izbiri rešitve je sicer bila recimo pri avtomatizaciji tudi sama cena, pa tudi to, da takrat je bila informacijska tehnologija še v povojih, ampak bistveno večji element so bile obstoječe razredne strukture. Torej, da bi avtomatizacija upravljanja predstavljala eksistenčno grožnjo in planski birokraciji in menedžerjem. V obeh primerih zato, ker bi izgubili svoj monopolni položaj, menedžerjem pa še posebej, ker bi izgubili ta politični vpliv, ki ga imajo zaradi neformalnih recimo političnih poznanstev, kar se je razvilo zato, ker, kot sem že omenil, plan je bil v celoti dodelan le za neke najbolj osnovne dobrine, kar je bilo ostalo, so pa na vplivu posledično pridobivali menedžerji in posredniki, ki so imeli politične povezave.
Kot smo že pri samem OGAS projektu omenili, je ta v praksi bil omejen na lokalni nivo, torej na gradnjo računalniških centrov na nivoju posameznih podjetij. Da bi se vzpostavilo omrežje, je bilo postavljeno na hibernacijo, pa tudi koncept, da bi se ukinil papir na denar, je bil kmalu dosti marginaliziran. Kot sem že omenil, sicer takrat je informacijska tehnologija še bila v povojih, ampak to ni bil odločilen dejavnik, zakaj se OGAS projekt ni uvedel, ker če spomnim na CyberSyn, je ta imel še večje omejitve, pa kljub temu, da je bil prototip, se je izkazal za precej uporabnega in učinkovitega. Potem pa še preidemo na posebnosti sovjetskega ekonomskega razvoja. Ta je imel poudarek na ekstenzivnem razvoju nasproti intenzivnemu, pri čemer ekstenzivni pomeni gradnja novih produkcijskih sredstev, kot na primer novih podjetij, novih tovarn, da se uvede nove stroje, nasproti intenzivnemu, ki je modernizacija že obstoječe opreme. Zdaj, v obdobju industrializacije je to povsem smiseln pristop, zato ker težko moderniziraš produkcijska sredstva, če jih sploh še nimaš. In to velja tako za obdobje industrializacije, kot tudi za povojno obnovo, kjer je bilo veliko industrije tudi uničene. En izmed pomembnih dejavnikov sovjetskega razvoja so bili pa tudi lahko dostopni naravni viri. V obdobju po Stalinu so ti lahko dostopni naravni viri bili izčrpani. Sicer jih je bilo še veliko na voljo, ampak so ti bili na precej oddaljenih krajih, na primer znotraj Sibirije, kar je samo po sebi tudi zahtevalo ponovno ekstenzivni razvoj, ampak je imelo dodatne probleme. Prvo je, da so imeli večje logistične stroške zaradi tega, pa da je tudi sama obrava produkcijskih sredstev bila bistveno večja zaradi neugodnih vremenskih pogojev. Navsezadnje pa je bil tudi problem z delovno silo, zato ker so bile potrebne kar stimulacije, da so jih prepričali, da grejo delati v oddaljene kraje. Pri čemer je sama delovna sila v tem obdobju oziroma rezerve za delovno silo so bile precej izčrpane. To je pa iz 3 razlogov. Prva je, da je bila mehanizacija podeželja že dokončana, kar pomeni, da je bilo bolj malo delovne sile, ki bi se lahko sprostila iz kmečkega prebivalstva, da bi prešla v industrijo. Druga je bila, da je bila zelo visoka vključenost ženske delovne sile, kar je tudi pomenilo, da je ta vir bil tudi dodatno izčrpan. Za razliko od na primer Zahoda v istem obdobju, kjer je sicer tudi bilo nekaj ženskega dela, ampak je bil tudi pogost trend recimo delo za polovičen delovni čas, tako da tukaj so še bile rezerve bistveno večje kot pa v Sovjetski zvezi. Tretja, ki je pa tudi zelo pomembna, je pa bila, da je bila politika polne zaposlenosti prebivalstva, torej da brezposelnosti tako rekoč ni bilo. To je pol tu. To, da je bilo kronično pomanjkanje delovne sile, je tudi vodilo je bil tudi posrednji vzrok, da če gledamo na mikronivoju, je bila raba te delovne sile vprašljivo učinkovita, zato ker je bil večji poudarek, da si obdržal delovno silo, glede na to, da nisi vedel, ali jo boš sploh lahko dobil ali ne. Ampak kljub temu se je pa naprej favoriziral ekstenzivni razvoj. To pa iz 2 razlogov, ker če hočeš modernizirati produkcijska sredstva, to zahteva zaustavitev dela, kar tudi pomeni motnjo v produkcijskem procesu, kar vpliva na izpolnjevanje norme, ki so postavljene v planu. Ampak druga, ki je tudi zelo pomembna, je, da kljub temu, da je bila industrializacija v glavnem že končana, je ekstenzivni razvoj še vedno bolj povečal obseg proizvodnje kot pa intenzivni. Torej, recimo, če si postavi novo tovarno ali pa nakupu več strojev, si še vedno bolj povečal proizvodnjo, kot če bi moderniziral že obstoječe. Je pa imelo to za posledico, da se je povprečna starost opreme v sovjetski ekonomiji povečevala z leti. Če zaključimo,
Lahko rečemo, da sovjetski ekonomski sistem je po dokončani industrializaciji bil potreben reforme. Nekateri pristopi, ki so dobro učinkovali v obdobju zgodnega razvoja, so potem lahko vprašljivi oziroma jih je potrebno modernizirati, pri čemer se pojavi vprašanje, ali naj se to gre v smeri tržnih elementov ali v avtomatizacijo upravljanja. Zgodovinsko je bil razplet, da je prevladala smer uvajanja tržnih elementov, iz OGAS projekta je pa ostala samo gradnja računalniških centrov na lokalnem nivoju, samo omrežje, ki bi tudi avtomatizirano upravljalo gospodarstvo, je pa bilo potisnjeno v ozadje. Je pa zanimivo, da zgodovinski primeri socializma so vedno so bili zelo dobri v tem, da so zelo hitro nadoknadili izostanek, ampak ko so bili pa primerljivo razviti z najbolj razvitimi kapitalističnimi državami, pa se je pojavila dilema, kako točno naprej. Recimo tudi v primeru Sovjetske zveze se je pojavila dilema, ali potem prevzemati elemente kapitalistične ekonomike ali pa vzpostaviti nov način upravljanja, v tem primeru s pomočjo OGAS projekta. In kot je že bilo povedano, za neuspeh OGAS projekta je bolj kot tehnološka nedodelanost oziroma začetni izdatki pomembno to, da bi tak avtomatiziran sistem ogrozil strukturni položaj in birokracije in menedžerjev. Tako da pri vprašanju, katero smer je šla sovjetska ekonomska politika, so razredni odnosi znotraj Sovjetske zveze še vedno imeli odločilno vlogo. To lahko pol ali kjer slika ali pa bomo tudi objavili na spletni strani. Po moje to najboljš, to je pol brez veze. Ali pa tako vprašanje? Vprašanja, pripombe, intervencije, komentarji. Ja, hvala za predavanje. Zdaj me zanima, ta zaključek razredni odnosi znotraj Sovjetske zveze, a to pomeni, da zagovorniki OGAS-a kibernetiki. Ja. Razumem, menedžerji, takratni inflacijski birokraciji, menedžerjem ni bilo interesu, ampak a te kibernetiki so, kjer razred je postal za kibernetiki, mogoče so nekakšno organsko povezavo, ne vem. Zdaj, tudi ko so bili arhitekti kibernetike, so bili iz inteligence, natančne, dost tehnične inteligence, recimo, ne vem, računalničari, matematiki in tako naprej. Kar je zanimivo, da so bili bolj iz tehnične sfere, kot pa iz družboslovne, ki so zagovarjali to avtomatizacijo in njih je recimo motilo ravno, da je bil ta subjektivni vpliv pri planiranju dokaj močen in ko so hoteli OGAS projekt vzpostaviti, en izmed ciljev je bil tudi, da bi se ta subjektivni moment eliminiral. Misliš, to je tako vprašanje, a bi ti bolj rekel, da so to, da govorimo o dveh frakcijah inteligence ali pa dveh frakcijah menedžerov. A misliš, da v primeru vzpostaviti ali pa popolne karijade OGAS-a, da bi pač ta interes, neko novo interesno družbeno skupino, ki bi tudi mogoče na sebi se kupili, na tej se kupičili neki razredni antagonizmi? Ja, če bi bilo narejeno, to malo težko špekuliram, ampak če bi ti zdajle mogel podati komentar, bi rekel, da je to bil del inteligence, ki je bil neantagonističen do gradnje komunizma. Torej, da pač so realizirali, da to je tudi v njihovem interesu in da smer, kot so si oni zamislili, ni, da bi si krepili lastni položaj na račun drugih. Eno vprašanje glede kibernetike. Je to kibernetiko, ideja je, da je lahko kjerkoli plan, kot kibernetika sam optimizira, prenos informacij, računanje in tako naprej.
Ampak po drugi strani mislim, da sem zasledil v tem Geroviču, da piše tudi, da je bila ideja avtomatiziranja planiranja. Ta sistem računalnik bi sami planirala. Ja, drži. Sej, tako sem rekel, da bi se... Na ta način v bistvu uniča planiranje, ker mislim, kaj pa planiranje vsekako ne bi bilo... Ja, poleg Kaj pa bi bilo računalniško avtomatsko. Ja, poleg seveda vprašanje, do kakšne razsežnosti bi šlo to avtomatizirano planiranje, ampak vsekakor, ko sem rekel, da bi se subjektivni moment tukaj eliminiral, bi se pač eliminiral, da imaš neke neformalne interese oziroma partikularne interese, ki jih pač uveljavljaš pol na račun celotnosti. Kako daleč pa se učilo, da prišli s tem? Učilo? Ja, to je bil sicer še prototip, ampak tako kot sem rekel, ko je bila takrat stavka tovornjakarjev, so uspeli vzdrževati logistično omrežje, tako da je bilo funkcionalno že. Vprašanje pa, če bi lahko na tistem nivoju že celotno ekonomijo prevzeli. Seveda, že pa sem že povedal, kaj sem bil pa teh kazalcev uspešno pri kibernetski ideji. Pri kibernetski ali pri Cosiginu? Pač spravi, če sem prav razumel, da je liberacija, smo pač imeli nekako te ocene, in indikator, ker v tem štrafu te ekonomije, neko pri kibernetiki si imel pač možnost za te indikatorje. Zdaj v primeru Gluškova, pa Kitova in ostalih to ti zelo iz glave zelo težko rečem, ampak če bi mogel recimo malo ugibati, bi rekel, da bi potem bilo dosti primerljivo z sovjetskim planiranjem pred Cosiginovo reformo. Torej, da pač imaš ostale, ne vem, da imaš input surovin, da imaš delovno silo, da imaš logistične izdatke, da imaš output vseh posameznih artiklov. In pol bi se delovalo tako, kot je delovalo plansko na makronivoju, da narediš to input-output tabelo, pa to zoptimiziraš glede na prioriteto, ki jo pač imaš. Ampak je pa definitivno prednost, da pač lahko več indikatorjev na tak način spremljaš, če imaš tehnološko podlago za to. Pa če je tudi dovolj ažurno, da tudi dosti hitro razne korekture pošiljaš. Ker meni mogoče ta delitev, ki si nadal konzervativno, liberalno, kibernetsko. Pač na koncu si mislim, da bo ta kibernetika pač prišla pod neko liberalno družbino. Pač ne napisala, kako se ti to razdelilo, da se pravi ta tretja smer, ki svoj dela za svoje interese. Ja, ampak sej, kot sem rekel, ker ravno se mogoče so čisto na začetku sodelovali, ampak to je edino zato, ker so se strinjali, da je takratni sistem bil potrebne reforme, ampak takoj, ko so pa imeli vsebinsko primerjavo, je pa že tukaj bilo temeljno nestrinjanje, ker recimo kibernetiki so ravno temu nasprotovali, da bi zreduciral število teh indikatorjev, ker liberalni del, kar je zanimivo, je, da tekom ekonomske debate planski sistem še ni bil pod vprašanjem, ampak se je pa zagovarjalo uvedbe elementov kapitalistične ekonomike, čemu so kibernetiki nasprotovali kot neko pretirano poenostavitev. Tako da morda je kateri izmed teh kibernetikov bil, mogoče bolj simpatiziral z liberalci kot z drugimi, ampak glavnina teh kibernetikov je planski sistem imela za osnovo. Mene zanima, mogoče mislim najinspirešno, ampak pač kako so poslovale, pač kako so razno podjetja poslovala znotraj plana, ker sem nekaj zasledil, da ne bi sploh ne bi poslovali v rublu, ampak v bistvu neki drugi valuti. Ne vem, če bi znal mogoče to malo bolj razložiti, kako je potekala pač koordinacija med samimi temi podjetji, pač v planskem sistemu, pred perestrojko. Recimo, ne vem, pač imaš neko podjetje, ki pač proizvaja neko delo, pač avtomobilski, potem imaš nekako tovarno, pač kako zdaj nekako uskladiš tudi boje znotraj plana, a je pač
eno podjetje zdaj nakaže denar drugemu, ali je pač to, ne vem, pač kako se nekako zgodi pač ta menjava. Zdaj, kako je šlo to v detajlih, to ti zdaj ne bi vedel povedati. Je pa že to, da so recimo cene bile postavljene na tak način, da so recimo favorizirale določene industrije, recimo sem rekel, težko industrijo so na primer favorizirale, tako da tu sam koncept recimo profita je bil vprašljiv zaradi tega, ker nekatere so bile pol, če bi gledal, kao da bi se po vrednosti določila cena, to je recimo bila težka industrija nadpovprečno profitabilna, lahka pa podpovprečno, tako da recimo, ko je Stalin imel to polemiko, je imel to ekonomski problem socializma v Sovjetski zvezi, je ravno zato rekel, da profitabilnost na nivoju posameznega podjetja je tukaj vprašljiva, da to v bistvu gledaš šele na nivoju celotne družbe. Zdaj pa, ali je to, zdaj pa na kak način so se sredstva prenašala, to ti pa zdaj v detajlih žal ne vem povedati. Ne, pač silil sem to, mislim, da je bil to celo ta zadnji dokumentarec v Rusiji, da ne bi pač z uvedbo kooperativ v bistvu, da nek pač denar, ki je bil namenjen sam za planska podjetja, v bistvu oni potem začeli menjavati, ne. In pač Definitivno je pa denarna trgovina imela, znotraj podjetja imela bistveno manjšo vlogo, ker sovjetski model je temeljil na materialnem balansiranju, v bistvu in profit in sam denarni tok je bil bolj kot ne sam referenčna vrednost. Poudarek je bil na inputu, outputu. Ker tudi plan, ko je bil postavljen, ni bil postavljen v denarnih enotah, ampak je bil v nekih drugih enotah, recimo enotah konkretnega produkta. To je ta materialno balansiranje. Ja. Ja, ko sem rekel, da so cene bile državno planirane, je to veljalo tudi za alkohol in alkohol je bil pač dražji. Podobno kot recimo danes trošarine in to je bilo pol tudi. Sklicevali, da to je bilo možno nadaljevanje Leninove misli. To si me pa dobil. Še kaj? Ja, očitno je to. Hvala, Klemen, za predavanje. Hvala vam, da ste se udeležili danes, kot vedno hvala Placu, da imamo Plac za ta predavanja. Ne vem, kje je tista škatlica, ampak Plac zbira prostovoljne prispevke, tako da če imate slučajno kaj, vrčite noter, pa bomo in mi in Plac bomo zelo hvaležni. Hvala, pa se vidimo v naslednji teden.